Sprva mi dovolite, da izrazim iskreno sožalje družini Daphne Galizia, ki je bila zaradi svojega pogumnega in poštenega novinarskega dela brutalno umorjena. Še težje se je sprijazniti z njeno smrtjo, če vemo, da bi to dejanje lahko preprečili. Kaže in slišimo danes, da ima Malta težave pri delovanju pravne države in vse slabšo situacijo na področju medijske svobode. S tem dejanjem je bilo preiskovalcem korupcije in kriminala ter raziskovalnim novinarjem poslano grozno in jasno sporočilo. Znano je, da je ustrahovanje način dela mafije. Če pa sodstvo, policija in mediji niso resnično neodvisni in odporni, potem imamo že sistemski problem. Toda Malta glede tega ni izjema. Nedavno tega je preiskovalna komisija slovenskega parlamenta razkrila primer obsežnega pranja denarja. Nekateri so izrabili največjo slovensko banko in pred 7 leti oprali milijardo evrov v korist iranskega režima, ki je bil domnevno uporabljen za financiranje terorizma. Predsedniku te preiskovalne komisije, doktorju Anžetu Logarju in njegovim staršem je s smrtjo javno grozil neki radikalni levičar. Tudi uglednemu novinarju Jožetu Možini so pred dnevi grozili s smrtjo, še prej politiku Janezu Janši, pa se nič ne zgodi. Kam peljejo vse te grožnje? Nekatere države članice očitno niso sposobne same zagotoviti varnosti svojim državljanom. Zato pozivam Unijo, da hitreje ukrepa v takih posebnih situacijah, da odpre strukturiran dialog z vladami in tako zaščiti ogrožene. Naj se za konec zahvalim predsedniku Evropskega parlamenta, ki je včeraj po Daphni poimenoval dvorano oziroma novinarsko sodišče v Evropskem parlamentu. Hvala lepa.